Torej, jaz bi rad predstavil sklepe, ki jih je vlada sprejela danes, oziroma razpravo in usmeritve. Vlada se zaveda, da je za upočasnitev in za ustavitev širjenja koronavirusa ter za omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče, brez hujših posledic za življenje in delo. Ker bi bilo število okužb bistveno manjše, če bi se priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje dosledno upoštevala, vlada zato poziva predstojnike inštitucij in organizacij, upravljavce stavb ter organizatorje dogodkov, da v okviru svojih pristojnosti odgovorno poskrbijo za upoštevanje teh priporočil. Lastniki in vodstva podjetij pa naj od strokovnjakov za medicino dela takoj pridobijo oziroma dopolnijo ocene tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvedejo vse svetovane preventivne ukrepe. Vlada je na seji sprejela več priporočil, in sicer, če grem nekako po vrsti, sprejela je priporočilo o delu od doma, če je to mogoče, če je mogoče na tak način organizirati delovni proces, in da se, če je to mogoče, uvede nekakšen sistem, bom uporabil termin kolobarjenja, rotiranja, da se zaposleni izmenjujejo na delu, na delovnem mestu in na domu. Hkrati vlada meni, da je potrebno pri vseh javnih prireditvah upoštevati negativne izkušnje. Zato pričakuje, da se bodo vse te prireditve zvrstile brez pogostitev in zakusk, ki včasih sledijo. Razmere so pač take, da sama slovesnost poteka tako, kot je NIJZ priporočil, potem pa, ko je ta del za njimi, ko se začne neformalni del, pa vse zavore in vse vedenje o spoštovanju razdalje enostavno nekam poniknejo. Hkrati vlada predlaga, da sami omejimo vse nenujne stike in svoje obiske v trgovinah, da zmanjšamo število obiskov v trgovinah ter ostalih javnih prostorih, da te obiske načrtujemo čim bolj racionalno. Vlada je danes tudi sklenila, da bo potrebno ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo v najkrajšem možnem času pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do 3 dni, tudi brez predhodnega obiska pri zdravniku. Vlada zdaj pripravlja tudi več ukrepov usmerjenih v preprečevanje širjenja okužb za primer, ko bi se njihovo število še naprej povečevalo. Pripravljeni bodo ukrepi, ki bodo vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije. V pripravi so tudi ukrepi, ki so vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjševanja števila oseb. Že ta konec tedna bodo pričele veljati spremembe vezane na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Nošnja mask bo tako obvezna tudi za učence od 7. razreda dalje, za dijake in študente. Tudi vzgojiteljice, vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice, učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske. Nošenje mask bo od konca tega tedna obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, stara mestna jedra. Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju, o času obratovanja lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil predvidoma na obdobje med 6. in 22. uro. Prihodnji teden bodo tudi razširjene bolnišnične kapacitete, in sicer za najmanj 50 postelj za COVID-19 bolnikov na eni sami lokaciji.
Veste, da se zaganjajo priprave za selitev na lokacijo bolnišnice Petra Držaja. Vlada prav tako pripravlja tudi spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah, ter tudi vnaprej pripravlja ukrepe, ki bi se izvajali ob morebitnem uspešnem dogovoru držav članic Evropske unije, da bolj poenotijo način omogočanja gibanja znotraj Evropske unije. V to smer gredo priprave ukrepov, nekateri pa bodo, potem ko bodo sprejeti na dopisni seji, uveljavljeni že ta vikend. So kakšna vprašanja v zvezi s tem? Prosim. Petra Prešeren, Televizija Slovenija. Omenjali ste, da pripravljate, če bi se epidemiološka situacija poslabšala, torej ukrepe za potniški promet, za ranljive skupine, za trgovine. Kaj konkretno kakšni konkretno ukrepi se pripravljajo in kdaj, v katerih primerih bi začeli veljati? Ja, Ministrstvo za infrastrukturo pri tem vašem konkretnem vprašanju prometa oziroma transporta pripravlja uveljavitev določbe, ki bo v določenem časovnem terminu omogočila prednostne prevoze ogroženih skupin. Torej, da bi lahko samo starejši v določenem času? Recimo tako, ja. Kaj, da bi neka ura določena, ki bi lahko... Ja, bi bila časovna niša, ko bi imeli prednost v prevozu. Kako bi se pa moralo poslabšati stanje trenutno, da bi to začelo veljati? Kdaj je tisti trenutek, ko bi se to začelo veljati? Trenutek bo nastopil takrat, ko bo Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil oceno, s katero bo ocenil, da po dosedanjem sistemu prevoz ni več varen. Torej potem tudi banke, pošte in ostale ustanove, ki ste jih omenjali, bi na ta način delovali spet. Tudi ampak trgovine. Veste, to ne sodi v infrastrukturo, nekaj sodi v gospodarstvo, trgovino. Torej, to vrstna sprememba pravil je v pripravi in neki ukrepi bodo narejeni, če smem uporabiti termin, na zalogo, da se samo v trenutku, ko se to zgodi, uveljavijo. Vse mora biti pripravljeno. Zato, da jih uveljavimo takrat, ko je sprejeta skupna ocena, da so se razmere toliko poslabšale, da moramo ukrepati takoj. Omenili ste merjenje temperature pred vstopom v delovne organizacije. Je tukaj pravna podlaga za to, da delodajalec dostopa do podatkov o posameznikovi telesni temperaturi? Ne vem, če dostopa do podatkov, ampak s tem zaščiti celoten delovni kolektiv pred okužbo. Zakon o nalezljivih boleznih je jasen, vsak je dolžan dati svoj prispevek k temu in lastnik oziroma delodajalec, upravljalec objekta ima, kar se tega tiče, tudi vso odgovornost. Kaj pa, omenili ste omejitve zbiranja, lahko malo več o tem poveste, kdaj se pričakuje ta sprememba? Ja, gledajte, v tem trenutku je dovoljeno zbiranje 10 oseb, v primeru, da je več oseb, do 50 oseb, pa je zahtevano, da se mesec dni da zadržuje, hrani seznam oseb z njihovimi kontakti, da bi v primeru vdora virusa v ta krog lahko vse takoj obvestili in jih opozorili na morebitne simptome. Torej, vlada razmišlja v smeri, da bi največje število oseb zamejila, zmanjšala z 10 na manj. Število, v katerem se najbolj realno razmišlja, je 6 oseb. To nekatere države že uveljavljajo, že izvajajo in če bi se epidemiološke razmere tako zaostrile, bi temu zgledu sledila lahko tudi Slovenija. Ni pa še nekega časovnice, kdaj bi ta ukrep lahko začel veljati? Ne, ni časovnice. Želimo, ministri so se tukaj takoj poenotili, da morajo biti vnaprej seznanjeni s tem, s čim se bo vlada pravzaprav takrat ukvarjala, zadeve morajo biti dogovorjene. V trenutku, ko so razmere take, se gre samo v implementacijo, skratka nobenih usklajevanj več. Zato pa želimo imeti ukrepe pripravljene na zalogo. Hvala. Jaz se opravičujem, če vas nisem prej dobro razumela, ampak kaj je zdaj s temi maskami? Kdaj torej se uveljavi to nošenje mask zunaj? V noči iz petka na soboto. Če boste šla v soboto na tržnico v Ljubljano, se od vas pričakuje, da boste nosila tudi masko. Okay. To je še posebej pomembno, ker pač gremo jesen, ko se bo začelo deževno obdobje, bo to še toliko bolj pomembno. Za preostale učence pa kaj, potem z naslednjim tednom?
Ne, v bistvu, s ponedeljkom naslednjim. Tako, čez vikend nimajo pouka. Ja. Kaj pa s temi lokali, kdaj se potem njihovo delovanje omeji? Na začetku prihodnega tedna. Dobro. Skratka, ta vikend bo šlo še po starem, ampak v ponedeljek 21. pričakujemo, da se bo ta ukrep začel izvajati. Torej, danes je bilo vse dogovorjeno, danes je četrtek, pač pričakujte, da bo ustrezna določba sprejeta, da bo ta ukrep objavljen v Uradnem listu in da bo potem tudi uveljavljen. Hvala. Staša Lozar, čakajte, zdaj nisem razumela, učenci itak morajo maske na hodnikih nositi, ne? Ampak kaj zdaj to pomeni, da je mogel cel pouk, mislim, ali kje te maske nosil? Povejte uporabniško, no? Ja, uporabniško pomeni, da od 7. razreda navzgor so otroci toliko stari, da lahko masko nosijo, razumejo, da jo morajo nositi cel čas pouka. To potem velja ne le za otroke, za zadnjo triado od 7. razreda navzgor, velja tudi za dijake, velja tudi za študente, velja tudi za njihove učitelje, profesorje in vzgojiteljice. In koliko denarja ste namenili, da bojo šole te maske kupovale? Ne morem vam odgovoriti na to vprašanje. Ukrep se bo uveljavil skupaj v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje in vam bodo oni odgovorili na to vprašanje. Epidemiološka ocena v tem trenutku je pač taka, da ta ukrep lahko veliko pripomore k temu, da bi šole lahko še naprej delovale brez posebnih motenj. Zaenkrat nam gre relativno dobro. Trenutno število okuženih je 0,03%, to je včerajšnja številka, s katero so se seznanili člani vlade oziroma krizne skupine, danes pa celotne vlade. Na podlagi tega se ocenjuje, da bo šolstvo lahko nemoteno delovalo naprej. Skratka, cilj je ves čas jasen, do konca šolskega leta čim več opraviti v pravi šoli, fizično v šoli. Ti posamezni razredi, te enote, te mehurčki, ki so začasno izločeni zaradi karantenskih odločb, pa se po 10 dneh praviloma vračajo nazaj v izobraževanje oziroma v pravo šolo. Moramo še to vprašati, ne? Ker veliko šol gre tudi v šolo v naravi, grejo 7, mislim, višji razredi, ne? Kaj pa tam, moramo tudi skozi masko gor ali kaj? Ne znam vam odgovoriti na to vprašanje. Ministrica za izobraževanje je v tem trenutku na službeni poti v tujini, ker zaseda predsedujoča trojka, Zvezna republika Nemčija, Portugalska in Slovenija. Ministri so zbrani na enem mestu, dogovarjajo se o tem našem 18-mesečnem predsedovanju. Takoj, ko se vrne, bo ministrstvo dalo jasnejša navodila in tudi pojasnila. Jaz imam še eno vprašanje. Glede tujih delavcev, ker zdaj pa že toliko časa traja ta karantena z Bosno in Hrvaško, Bosno še predvsem, da ogromno tujih delavcev nima stika z družino in to že dalj časa, kar lahko zelo slabo vpliva na vse. Pa me zanima, če razmišljate o možnosti, zdaj skrajšali ste karanteno, obstaja možnost, da bi se lahko testirali tako, kot je to v Avstriji in v Nemčiji. Torej, da ne bi imeli karantene, ampak pač 2 testa oziroma 3, kako imajo v Avstriji in Nemčiji in zakaj pri nas te možnosti nimamo? Sredi prihodnjega tedna naj bi Evropska unija dosegla dogovor o pogojih za prehajanje notranjih meja Evropske unije. Predlog Evropske komisije je, da se karantena nadomesti z testiranjem. Vlada je danes sprejela sklep, da je treba do takrat uveljaviti vse pogoje, da bi omogočili implementacijo teh testiranj kot mehanizem za prehajanje znotraj Evropske unije. Če bo dosežen dogovor znotraj Evropske unije, za kar pa v tem trenutku še ni nobenih zagotovil, če ne bo šlo, se bodo takoj s tem ukvarjali tudi voditelji, ki veste, da četrtek in petek prihodnji teden tam zasedajo. Ko bomo videli, kako daleč je Evropska unija na poti k iskanju neke zdaj skupne rešitve, bi bilo v primeru uspeha mogoče vsaj dele tega dogovora uporabiti tudi za tako imenovane tretje države. Dokler pa mi znotraj Evropske unije nimamo nekega takega dogovora, je pa težko pričakovati, da bi tukaj lahko dosegli preboj. Je še kako vprašanje zame?
Če ni, potem hvala za danes in lep pozdrav do naslednjič. Nasvidenja.